Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. O ješčem ježku. Nekoč je živel ježek, ki je zelo rad papcal. Papcanje je krasna stvar. Najprej si lačen in čutiš, da bi bilo prijetno kaj dati v usta. Podaš se v sadovnjak. Letni čas je ravno pravšnji, da zrela jabolka in slive in hruške kar sami cepajo z dreves v mehko travo. Najdeš torej zrelo rdeče jabolko, dobro ga ovohaš, pocedijo se ti sline. Kako čudovito, da si čisto sam, saj ti ga ne bo treba z nikomer deliti. Najdeš najmehkejše mesto za prvi ugriz, to je tam, kjer je jabolko malo prej udarilo ob tla, in zasadiš zobe v slastno jabolčno sredico. Njam, 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 njam. Oblažena, slastna papica. Ampak nekateri nehajo, ko so siti, drugi pa ne. Drugi, to je bil naš ježek. Tista jesen je bila čudovita. Vreme sončno in toplo, sadje sočno in sladko, hrane na pretek, pa se je ježku začelo malo poznati. Težav z zavezovanjem vezalk ni imel, ker ježi ne nosijo čevljev, je pa postal za spoznanje okornejši in počasnejši, rajši je hodil po travi kot po peščenih potkah, ker je včasih s trebuščkom podrsal po tleh in se opraskal. Dihanje je bilo tudi malo naporno, sploh če so nožice drobile v klanec. In v tisti soseski so imeli srečo. Edina lisica, ki je živela v bližini, se je poročila z bogatim lisjakom in se odselila v obmorske kraje, zato so živeli lagodno, brez strahu. Tako se ježek zaradi svoje teže ni preveč vznemirjal, ni se primerjal z drugimi in nič ga ni motilo, če so bili igličasti znanci in sosedje vitkejši in bolj poskočni. Nekega dne je v sadovnjaku pod malinovim grmičkom srečal čedno ježevko. Bil je na poti domov, njegov želodček je bil poln zrele hruške, polovico jo je nosil še na hrbtu, da bo za večerjo. Ježevka se mu je prikupno nasmehnila in povedala, da ji je ime Pika. Jež ji je ponudil grižljaj hruške, toda ponudbo je prijazno odklonila in omenila, da je na malinovi dieti. Maline razstrupljajo in pomlajujejo telo, ob takšni prehrani je koža bolj napeta, bodice se čudovito lesketajo ter postanejo čvrste in ostre. Jež je strmel. Dama se je poslovila, on pa je počasi korakal domov in globoko razmišljal. Začel je opazovati mimoidoče ježke in ugotavljal, da so res hitrejši in vitkejši od njega. Pogledal je svoj odrgnjeni trebušček, se pogladil po njem, ga stisnil ter se tu in tam uščipnil. Le kdaj so se vsi tisti slastni grižljajčki spremenili v salo. Morda pa ne bi bilo nič narobe, če bi tudi sam malce popazil na prehrano. Od tistega dne ni več poznal miru. V vseh revijah za ježe je najprej prelistal strani z recepti in kurami za vitkost. Poskušal je drugo za drugo. Kura z brusnicami za dolgo življenje, peteršiljeva kura za bistro kri, regratova kura za zdrava jetra, kura z jagodami, ki topi kilograme, hruškova kura proti napenjanju, kura brez zajtrkov, kura brez večerje, vodna kura ob polni luni, nošenje bučne peške pod jezikom, zapestnica iz limonove trave okoli leve sprednje tace, masaža trebuščka s toplim blatom. Papcanje ni bilo več užitek, postalo je muka, polna zbeganih občutkov in krivde. Shujšal ni niti za gram.
Nekega dne je jež slabe volje korakcal po potki ob robu gozda. Prejšnji dan ni večerjal, pa se to ni poznalo na tehtnici, samo na razpoloženju. Danes bi moral začeti dan z regratovim listom, vendar mu ni nič kaj dišal. Nenadoma je ob poti ugledal slastno, sočno, rdeče, rumeno, zeleno, samo enkrat ugriznjeno hruško, ki je najbrž padla iz rok kakšnemu otročičku. O, kako lepo je dišala. Joj ne, najprej bi moral regrat, da bo lep in vitek in zdrav, mogoče potem kakšno malino. Ni šlo. Jež je še enkrat povohljal, nato pa zasadil zobe v hruško, da se mu je pocedilo po licih. Pozabil je na svet okoli sebe, pozabil na kure, na vitke ježevke, na maline in regrat, samo jedel je, žvečil, okušal in godrnjal od slasti. Mimo je prišla mamica s fantičem. Jež ju ni opazil. Fantek je tekel nekaj korakov pred mamico. Zagledal je ježka ob poti in se sklonil nadenj, da si ga bolje ogleda. Jež je začutil, da je nanj padla senca. Obrnil je glavo. Jež, je vzkliknil fantek. Jem, pa kaj, je zagodrnjal jež. Mami, je zaklical fantek, glej! Saj ni treba, da vsi bulite, je bil nejevoljen jež. Zgrabil je hruško, stekel skozi travo do naslednjega ovinka, se udobno namestil in se znova lotil sadeža. Nekaj časa je jedel v miru. Nato je trava okoli njega postala nekaj odtenkov temnejša. Jež se je obrnil s polnimi usti. Fantič si ga je z zanimanjem ogledoval. Že spet jež, je zamrmral. Zdaj je bilo ježu vsega dovolj. Kaj te pa briga, je zacvilil, že spet jem, pa kaj. Cel mesec sem mlatil samo regratove liste, v želodcu me je črvičilo, slabo sem se počutil, moje bodice niso bile niti za mišjo dlako bolj čvrste, mislil pa nisem na nič drugega kot na hrano, to ni življenje, od zdaj naprej jem, kar mi je všeč. Zasukal se je, nabodel ostanek hruške na hrbet in jo pocvirnal domov, kar so ga nesle noge.